Pozdravljeni. Zopet je sreda, dan za naš komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes sem izbral 4 različne teme, ki po mojem osebnem mnenju niso dobile dovolj odmeva v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, ali pa po mojem videnju rabijo dodaten komentar. Ukolikor vas zanima, kaj piše v originalu citiranih člankov, imate kot običajno bližnjice navedene v opisu. Mi pa, da ne bomo predolgi, se bomo kar takoj lotili naše prve današnje novice. Danes se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletni strani motorsport.com 25.7. V njem lahko beremo, da Christian Horner podpira idejo, da bi lahko, kar se tiče pogonskih sklopov v Formuli 1, imeli neke vrste uravnilovko. Že kar nekaj časa krožijo govorice o tem, da pogonski sklop Renault ima v tem trenutku 30 konjskih moči manj od konkurence. Dobro vam je znano, da so prav po željah Red Bulla v Formulo 1 vpeljali zamrznitev razvoja pogonskih sklopov tam na začetku sezone 2022. In tudi v članku lahko preberemo, da Otmar Szafnauer je nekako zadovoljen, ker ga Christian Horner podpira. In tu je treba poudariti nekaj, kar seveda avtorju članka je mogoče ušlo. V mojem spominu nikoli pri Red Bullu niso napravili nekaj iz gole solidarnosti. Zmeraj za bregom so imeli nekaj. Tudi pri že prej omenjeni zamrznitvi razvoja pogonskih sklopov spomnimo se dobesedno izsiljevanje pri sprejemanju tehničnega pravilnika za pogonske sklope v sezoni 2026 in še bi lahko naštevali. To, da pri Red Bullu si lahko želijo nekega mehanizma, ki bi vse postavljal na eno in isto raven, je mogoče tudi sled, da program, ki ga razvijajo za naslednje obdobje, ni tako uspešen, kot so načrtovali. Namreč najprej bi lahko solidarno podprli Renault, da bi potem leta 2026 sami uporabili tisto, kar so sprejeli morda pred sezono ali dvema. Namreč sam Red Bull vidim v čisto drugačni luči, kot naprimer nekoga, ki bi bil solidaren in ki bi ga skrbelo za neko skupno dobro vseh v Formuli 1. Tudi do Honde, konec koncev, se niso vedli nesolidarno in še manj prijazno. A gre za moj osebni pogled, s katerim se verjetno marsikdo ne bo strinjal. A mi raje pojdimo k naši drugi današnji novici. Tudi v našem drugem delu ostajamo v tisti sferi vezani na Red Bull. Pogovarjali se bomo o menjavi Nika de Vrija z Danielom Ricciardom. O tem so pisali na spletnem portalu RaceFans 26.7. In napravili so dokaj objektivno analizo, kjer z več različnih zornih kotov hočejo predstaviti, kaj je to pomenilo prvič za kariero nizozemskega voznika in kaj pravzaprav lahko pričakujemo. A tu je treba kot običajno dodati še nekaj, menim, da zanimivih točk. Prvič, Nik de Vries nikoli ni bil član neke akademije Red Bulla, ni bil njihov produkt, temveč je bil produkt šole Mercedesa, ker so ga, ko je osvojil prvenstvo Formule 2, preusmerili v Formulo E. Niso nadaljevali poti, kot so to nekako vsi zamislili z Georgem Russelom. In že to je morda marsikomu dalo
nek določen indic, koliko so ga cenili. Po drugi strani, res Nick de Vries v svojih 10 dirkah pri Alfa Tauriju nikoli ni bil primerljivo hiter kot Yuki Tsunoda. In lahko bi dejali po drugi strani, da Daniel Ricciardo, takoj ko je prišel na veliko nagrado Madžarske, je že na kvalifikacijah pokazal, da je nekaj stotink hitrejši, ampak ne bistveno. In lahko bi sklepali, da oba voznika takrat sta dala maksimum od sebe in da hitreje enostavno ni šlo. A tu moramo poudariti nekaj. Namreč v članku se še zmeraj Nicka de Vriesa obravnava kot novinca, mlajšega voznika, ampak pri 28 v današnji eri je to že po mojem osebnem videnju rahlo pretiravanje. Nick de Vries v Alfa Tauri je prišel kot voznik z izkušnjami. Namreč, če je osvojil prvenstvo Formule 2, svetovno prvenstvo Formule E, od njega moramo pričakovati kaj več kot od nekega novinca, ki je na začetku svoje poti v svetu motošporta. In prav tu moramo primerjati de Vriesa in Ricciarda kot dva izkušena voznika, kjer pa de Vries izpade še bistveno slabše od tistega, kar bi lahko si mislili. Namreč kot novinec de Vries je seveda pokazal bistveno manj napak, manj trkov, kot jih je pokazal naprimer Tsunoda v svoji prvi sezoni v Formuli 1. Ampak Tsunoda, da smo iskreni, ima veliko podporo pri Hondi in zato njegov sedež ni ogrožen. De Vries je k Alfa Tauriju prišel brez kake velike podpore. Zato tudi v prvi priložnosti, ko ni dosegel tistega, kar so od njega pričakovali, beri rezultate izkušenega voznika, so ga zamenjali. In zamenjali so ga z nekom, ki bo baje te rezultate dosegel. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, bomo pa kot običajno ugotovili skupaj. Pojdimo k naši tretji današnji temi. V raznih komentarjih novic smo mnogokrat govorili o Leu Thuriniju. In danes se bomo ustavili pri zapisu v njegovem znanem blogu Profondo Rosso, ki je bil objavljen 26.7. Vidimo lahko, da je preteklo 30 let od imenovanja Jeana Todta kot glavnega odgovornega pri skuderiji Ferrari do prihoda Frederika Vasserja. In verjetno marsikateri navijač se sprašuje, kdaj bo prišla prva zmaga ere Vasser. In tu je začel Leo Thurini že nekako miriti navijače skuderije, kajti Jean Todt je potreboval več kot leto. A pustimo sedaj to, seveda v svetu motošporta je potrebno imeti srečo. A tu, če že vlečemo usporednice med ero Jeana Todta in prihajajočo oziroma sedanjo ero Frederika Vasserja, se moramo spomniti nekega dejstva. Prvi pravi zmagoviti Ferrari je bil tisti, ki so ga sestavili v letu 1999. Pred tem so seveda v svoje pisarne priklicali polovico, če ne 3/4 tehničnega osebja iz takratne ekipe Benetton. In torej pred Frederikom Vasserjem je še dolga in predvsem strma pot navzgor. Mnogi bodo dejali, da tudi Jean Todt, ko je prišel v Ferrari, je bila situacija skorajda v razsulu. A tu bi rad poudaril nekaj, da Frederik Vasser, ko je prišel v Ferrari, je v vlogi skorajda tehničnega direktorja dobil Enrika Cardillea. Ko je prišel Jean Todt v Ferrari, je bil tehnični direktor John Barnard, ki je znano ime vsem tistim, ki vsaj malo poznajo Formulo 1. In verjetno tudi John Barnard v zatonu je bistveno večja garancija kot katerikoli Enrico Cardille, morda celo v morebitnem vzponu.
Zato menim, da kakršnekoli primerjave med enim in drugim Francozom so rahlo prenagljene in da mnogokrat, ko se pričakuje prve resne rezultate v sezonah 2025, morda 2026, smo lahko mi vsi navdušenci Formule 1 lahko celo preveč optimistični. A o tem bo govorila prihodnost. Mi pa poglejmo, kaj sem pripravil še z današnjo zadnjo novico. Za konec pa še rahlo šaljiva novica, na katero sem naletel med prebiranjem italijanske verzije spletnega portala motorsport.com 25.7. Verjetno ste zasledili, da je gostovala Formula E pred kratkim v Rimu. In morda marsikoga izmed vas tudi ne briga Formula E, kajti tu se pogovarjamo o Formuli 1, ki je čisto druga zadeva. In tudi tu bi rad poudaril nekaj, kar se mi zdi zanimivo. Namreč organizatorji dirk svetovnega prvenstva Formule E v Rimu niso za seboj počistili ostankov ne samo proge, temveč tudi raznih nesreč, ki so se med dirkama dogodile. In govori se o tem, kako je Formula E ekološko osveščena, kako nimajo tistih škodljivih izpustov za naše okolje in še bi lahko naštevali. Po drugi strani tiste ostanke kar tako nemarno puščajo za seboj. A prepričan sem v nekaj. Vkolikor bi šlo za Formulo 1 in bi bili mi prisotni tam na progi, ne bi bilo potrebno nikomur čistiti raznih ostankov, ki bi jih tako nemarno pustili za seboj. Verjamem, da sam tudi v primeru Formule E bi naredil izjemo in seveda tiste ostanke lepo, varno recikliral v svojo lastno zbirko. A vsakdo ve zase, kaj bi storil v tem primeru, a vsekakor tega puščati tam ob robu cestišča, po mojem mnenju, se ne sme. Kdaj bodo očistili, bom seveda sporočil, če in ko bom izvedel. Za danes, za tokrat 30. komentar novic v letu 2023, kot ste razumeli, je pa vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.